Kaj sem letos bral? 3 knjige bi v bistvu predstavil in priporočil. Prva je Svobodna, od Leje Ypi, ta Y se prebere kot Ü z umlautom. In to je roman o tem, kako je ona kot 10-letna deklica doživljala propadanje režima Enverja Hodže v Albaniji. Twist je v tem, da vsi so doživljali to kot neke vrste osvoboditev. Ona kot 10-letna deklica, ki je vse pač na besedo verjela, pač kar je režim govoril, je pa to doživela kot da se je njen ne samo zunanji, tudi notranji svet, notranja struktura pač porušila. In je ful lepo napisano, ful zanimivo branje, tako da maksimalno priporočam. Mislim, da sem tega že nekih 10-15 kopij letos razdelil frendom in tako za rojstne dneve. Drugi bil kremeljski mag, Giuliano da Empoli. On je švicarsko-italijanski pisatelj, tudi sam politični svetovalec, tako da zelo dobro razume politiko. Je pa seveda politični roman, ki govori zgodbo o Putinovi Rusiji in njegovem mastermindu Vladislavu Surkovu, ki tukaj noter malo pač, kako bi rekel, literariziran. Ta Surkov, vsi ga poznajo kot režiserja, ki je začel v gledališču, šel v 90-ih na privat televizije delati reality šove in se naučil tam obrti spektakla. Potem pa vstopil v Putinov krog, da bi organiziral družbeni spektakel. In da bi ta družbeni spektakel služil nečemu, kar je po mojem njegova teorija vertikali moči. Se pravi, kako na nebo pripet vladarja, družbeni spektakel pa organizira tako, da služi oblasti. Ful dobro napisano, ful premeten politični tekst, skratka, priporočam. Tretji bi bil pa Paolo Giordano, Tasmanija. To je pa italijanski pisatelj mlajše generacije, ki piše o tem. Hkrati razpada njegov zakon, hkrati pač propada svet, ekosistemi, vrste izumirajo in tako. On pa obišče Japonsko in mi je ful všeč ritem, ker to počasno propadanje lepo ušiva poke atomskih bomb, kot to pač kataklizmo, ki se kadarkoli zgodi. In kar sem si najbolj zapomnil v tej knjigi je pikadon. Tako Japonci rečejo dogodku padca atomske bombe. Se pravi, pika, svetloba, don je pač ta pok, ampak vsi, ki so pikadon doživeli, se ga spominjajo kot tihega dogodka, ker po svetlobi in poku nastopi oglušujoča tišina, ki ima svojo politično metaforiko. Namreč po teh 2 atomskih bombah je ta debela tišina zdržala 80 let in si ni več nihče upal provocirati atomske vojne, ampak če boste brali to knjigo, vas bo mogoče malo začeli skrbeti, tako kot mene, da mogoče ta tišina ne drži več.